Integracija, pomemben del politike notranjih ministrstv vseh držav Evropske unije. Držimo se skupnih temeljnih načel, da je to dinamičen in pa dvostranski proces. In v tem procesu je še kako pomembno medsebojno prilagajanje. Ni namreč samo stvar priseljencev, da se privadijo in integrirajo v družbo, v katero prihajajo, ampak tudi družbe same. Da jim pomaga, da jih spodbuja, da jim omogoči, da se vključijo v procese, delovne procese, v izobraževalne procese, da se vključijo tako medijsko kot politično vsakšno drugo življenje v določeni državi. In z tega vidika so seveda zelo pomembni programi integracije za tujcev, ki jih tudi v Sloveniji zadnja leta vedno bolj uvajamo. Ti programi temeljijo na temeljnih načelih in vrednotah politike integracije, to pa so enakopravnost, svoboda in vzajemno sodelovanje. Vesela sem, da lahko danes predstavimo prvi obširnejši nabor ukrepov za vključevanje tujcev v slovensko družbo. Kot je bilo že uvodoma povedano, bo Ministrstvo za notranje zadeve začelo z izobraževalnimi programi z področja spoznavanja in učenja slovenskega jezika, pa slovenske kulture, družbene in državne ureditve in zgodovine. Menimo, da so to osnovna znanja, ki jih tujci morajo pridobiti, da se lažje vključijo v družbo, v katero so prišli. In pa, ker so za lažje vključevanje potrebni tudi kakšni drugi bolj življenjski napotki, smo pripravili brošuro s takšnimi dnevnimi koristnimi informacijami o tem, kako živeti in delati v Republiki Sloveniji. Torej, kot je bilo rečeno, gospa direktorica Nina Gregorič bo natančneje povedala in predstavila, kaj delamo. Je pa za zaključek nepomembna še ena ugotovitev, da ukrep integracije bo res padli na plodna tla, vkolikor bo družba odprta, poznala ceniti raznovrstnost, bo vedela, da je multikulturnost nekaj, kar družbo bogati in pa bo temeljila na neki nediskriminaciji in medkulturnem sodelovanju. Da bo družba takšna, smo pa seveda v prvi meri odgovorni mi sami. Hvala lepa, ministrica. Hvala lepa, gospa ministrica. Zato besedo dajem še generalni direktorici in Nini Gregorič. Ja, najlepša hvala za besedo. Še enkrat prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi v uvodu samo na kratko predstavila direktorat, iz katerega prihajam. Ta direktorat je bil na novo ustanovljen na Ministrstvu za notranje zadeve in začel delovati s 1. marcem letošnjega leta. Glavna področja direktorata so zagotavljanje učinkovitega upravljanja z zakonitimi migracijami, potem mednarodna zaščita in pa pravice prosilcev za azil ter izvajanje osnovnih integracijskih ukrepov, o katerih je govorila gospa ministrica. Torej, takoj po ustanovitvi direktorata smo dejansko prvič v zgodovini Slovenije začeli in aktivno pristopili k pripravi projektov, ki naj bi zagotavljali možnosti vključevanja tujcev, ki živijo v Republiki Sloveniji, torej v našo družbo. Na podlagi javnega naročila je ministrstvo konec poletja izbralo 8 izvajalcev programov učenja slovenskega jezika in pa slovenske kulture, zgodovine ter ustavne ureditve. In, kot je že rekla ministrica, smo dejansko septembra začeli z brezplačnimi tečaji v 8 slovenskih mestih. Torej, tečaji že potekajo v Ljubljani, v Mariboru, Celju, Kranju, v Kopru, Velenju, Novi Gorici in Novem mestu. Torej, ta mesta so bile izbrala zato, ker tam dejansko prebiva največ tujcev. Trenutno, kot sem rekla, približno pol meseca zdaj potekajo aktivno te programi in jaz se lahko nekako pohvalim, da kljub temu, da medijsko to ni bilo še tako obelodajeno, smo imeli že okrog 500 prijav na tečaje, tako da jaz srčno upam, da bodo ljudje dejansko izrabili to priložnost in obiskali te brezplačne tečaje v Sloveniji. Najlepša hvala še enkrat za to. Hvala lepa obema. Hvala vprašanje. Seveda. Vesna Uravnik Vest, mene pa zanima, kaj točno boste učili v slovenski zgodovini? Same programe, vsebino je pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport, tako da dejansko je vsebina prilagojena tem osnovnim začetnim informacijam, od zgodovine, prazgodovine do nastanka nove slovenske države, predvsem je potem to poudarek.
Je pa, kot sem rekla, izobraževalni program, tudi učenje slovenskega jezika, pripravljeno Ministrstvo za šolstvo in šport v skladu s pravilniki.